Hvala Zvone za besedo. Pozdravljeni. Sem vesel, da sem bil povabljen na to konferenco kot sendvič med vtisom in pa med Society for Slovene Studies, s katerima obema sodelujem. Na nekaterih slikah se pojavljamo kar oboji, pa boste videli zakaj. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija si prizadeva za to, da bi se povezovale iniciative med Ameriko in Slovenijo, kar se tiče znanstvenikov, študentov, tisti, ki se na kakršen koli način izobražujejo. Želimo si tega, da bi ti talentirani ljudje bili še bolj odlični, da bi bili še bolj značajni in da bi bili še bolj v službi drugih. Nastala je leta 2014, ko sva se z dr. Juretom Leskovcem nekoč ob kavi srečala v Washingtonu, v DuPont Circle, kamor se odpravljamo jutri na drugo konferenco oziroma na srečanje, in sva rekla, dajva nekaj narediti. Veliko sva lepega prejela v lastni izobrazbi, v doma in v tujini, morda pomagati mlajšim generacijam tem tudi v prihodnosti. Začela sva razmišljati, kako se povezovati, in sva potem prosila razne ljudi, da se nam pridružijo. Odziv je bil hitro zelo velik in navdušujoč, tako da se nam je pridružil trenutni ameriški veleposlanik v ZDA za Republiko Slovenijo, potem ambasador ZDA za Slovenijo izpred nekaj let Johnny Young, potem še nekaj častnih konzulov iz ZDA, med njimi je predsednik fundacije sedaj Tom Brandi, uspešen pravnik iz Kalifornije. Na njegovem naslovu je tudi sedež naše fundacije, ki se je potem preselil iz Silicijeve doline, iz Juretove pisarne v center mesta. Potem pa je tukaj še kar nekaj uglednih slovenskih profesorjev v ZDA, tudi v Sloveniji, pa potem nekaj politikov. Tu včasih je dobro imeti kakšno povezavo s politiko. Da ne omenjam sebe kot cerkev, ampak to je pa najbrž že en outlier, bi skoraj človek rekel. Ali pa morda tudi ne, zaradi tega, ker duhovnik veliko obiskujem slovenske skupnosti po ZDA, Cleveland, Milwaukee, Chicago, New York, v Washingtonu sem 5 let pravzaprav deloval, potem pa še v Silicijevi dolini. In ravno to povezovanje je precej združilo Slovence v ZDA in si zdaj zelo želijo, ne samo tega, da bi mi pošiljali oziroma vabili študente in raziskovalce iz Slovenije v ZDA, ampak da bi se tudi ta tok ojačal v nasprotni smeri in sicer iz ZDA v Slovenijo. Želimo pa si, da se naša dejavnost tudi razširi na druge dežele Amerik, to je Kanada pa Latinska in Južna Amerika. Trenutno ponujamo štipendije za študente, ki se prijavijo na naš razpis, ki ponavadi pride ven januarja. V preteklih letih smo ponudili študijska mesta na prestižnih univerzah v Kaliforniji in drugod. To naredimo tako, da prosimo profesorje, če bi v svojo raziskovalno ekipo povabili določene študente, ki jih mi izberemo, potem poskušamo dobiti najboljše iz Slovenije oziroma za tisto področje, kjer oni so, in potem pridejo na to univerzo in tam delajo, potem se vrnejo v Slovenijo, te podatke, ki tam pridobijo ali pa obdelajo, skušajo objaviti in jih izkoristiti v svojih doktorskih nalogah. Zaenkrat smo se osredotočili na doktorske študente, ker je z njimi malo lažje delati, kakor z dodiplomci, čeprav sem pa letos poleti že imel študenta tukaj v Sloveniji, ker pa šel čez poletje iz Amerike, je tu delal na fakulteti za družbene vede. Potem čez konc tedna sem ga pa peljal na kmetijo, dobesedno, kjer je vzel v roke orodje in se povezal s slovensko družino tam, in to je bil tak zelo lep projekt. On je užival, oni so uživali, malo so se učili slovensko pa angleško, on je slovenski korenin. Potem, ko je prišel Maribor, ko so slišali, da je on pravnuk podžupana mesta Maribor iz predvojnih časov, in potem tako župan poklical. Tako so se povezale določene stranke, ljudje, ki so potem prišli skupaj. Kako bi rekel, en tak čustveno lep projekt, ampak nam ne gre samo za čustva, ne gre samo za to povezovanje, da se imamo fajn, gre za resno raziskovalno delo, ki potem tudi obrodi svoje sadove, ali potem tu v Sloveniji ali pa drugod. Vidite, kateri so bili študenti letos, ki so prejeli te štipendije. Potem pa si želimo, da bi potem pomagali tudi Američanom, ki prihajajo v Slovenijo na razne tečaje, kot je jezikovni tečaj, o katerem smo slišali, pa potem na druge projekte v tem letu in pa prihodnjem letu. Potem pa organiziramo tudi kakšne dogodke, naprimer gala večerjo, to vsako leto imamo v Kaliforniji, blizu San Francisco ali pa celo v San Franciscu samem. Začeli smo v Sofitel hotelu, to je tak zelo prestižni hotel. Zakaj se to zgodilo? Ker sem iskal
sodelavce se je pač našlo, da je bivši častni konzul za Kalifornijo tudi direktor tega imenitnega hotela. Pa smo vprašali, je možno, seveda je možno, je bil vesel, smo pripravljali tja 100 ljudi, imeli smo to black tie event, to je bilo, ko bi rekel, zelo elegantno, ljudje se imamo fajn, prišel je Slow Wind, ki je bil ravno takrat na turneji v ZDA in to je bilo veliko navdušenje. Ne. Po letu smo imeli novega spet v istem hotelu, kjer je pa prepevala ena srednješolka, ena Anja Kotar, ki nič posebnega, ampak ona poje, ona rastura. In potem, ko sem gledal jaz tam tele politike, ki so tudi v Washingtonu, predvsem na visokih mestih, oni ne gledajo, pa niso nujno Slovenci, ne, ampak ker nas imajo radi, pride na ta dogodke in potem tudi malo finančno podpravijo, gleda, ona nas je res zažgala, ne, to smo samo gledali. In veste, kaj se potem zgodi? Potem pride ambasador ZDA k njej, pa pravi, veste kaj, veste, da so na voljo določene štipendije za take talentirane, ne, nje se odprejo učiti, celi družini so se vsi bolj, ona je res genij, ne. In je zanimivo, kako vidiš, je veliko takih genijev v ZDA, se jih najbrž po celem svetu, ampak mi smo se tam malo povezali, rečeš, vsak na svojem področju lahko zelo, zelo dober. In potem taki dogodki nam pomagajo, da se povežemo, pa da se najdejo nove priložnosti za druge stvari. Tako da potem seveda sodelujemo s slovensko ambasado, tudi nekaj dogodkov so imeli v Sloveniji, kot naprimer predavanje o inovacijah, prejšnjo jesen, pa potem nekaj okroglih mis, nekaj koncertov, tule kakšna slika, veste, kako lepo to zgleda, ko ljudje pridejo lepo oblečeni, ne. Naj povem to, da pridejo v kravati, ni dovoljeno, pa eni si vsi dovolijo, ne, treba priti metuljčko, to so dva tam brata Ravni, ki so zelo prisotna v San Franciscu, potem pa seveda ambasador. Tukaj je bil Slow Wind na univerzi, kjer sem delal v Santa Clari, so prišli špilat in študenti so bili navdušeni, so poslušali tole slovensko glasbo, to je bilo slovensko, recimo glasbo slovenskih izvajalcev, nekaj izredno prijetnega, potem smo šli na obisk temole gospodu. Tukaj vidite na sliki še Jure Taleskovca, s katerim sva ustanavljala tole fundacijo, zraven pa še strokovnjak za mednarodno pravo in za zaščito spomenikov v času vojn, Mark Vlašič, ki večkrat rad pride tudi v Slovenijo, on je pa odgovoren za našo vejo na vzhodnji obali, trenutno v Washingtonu, kamor se pa tudi odpravljam jutri, zaradi tega, da bi bil na konferenciji, na kateri se bova srečala Žarkom, ki bo pa predstavil potem Society for Slovene Studies, kjer sem tudi prisoten, kjer imam čas sodelovati in kjer ima čas nekaj naših članov svetovalnega sveta, tudi biti članov v samem executive boardu te organizaciji. In jutri zvečer oziroma petek zvečer želim predstaviti pa še en poseben projekt. In sicer, da smo v Sloveniji odprli en mednarodni kolegij, v tem smislu besede college, malo bolj v angleškem smislu besede, ki pa je podoben tem starim jezuitskim kolegijem, ki so se ustanavljali v Sloveniji, če sem razpomnite, v Ljubljani 1599 se odpre prvi kolegij, iz katerega potem počasi nastane univerza v Ljubljani. V Mariboru je tudi bil odprt kolegij 1757, iz katerega potem počasi nastaja druge visokošolske organizacije. In zdaj mi pa želimo nadaljevati to tradicijo in pa mednarodni predvsem poudarimo spet te podobne lastnosti. Sicer to ni projekt striktno fundacije, ampak ker se že poznamo, zakaj pa ne. In dobimo študente, ki prihajajo iz tujine, zdaj imam iz Avstralije, iz Slovenije in tudi zdaj bom naredil reklamo med Slovenci v ZDA, ker sem ravno to videl med temi Slovenci, posebej starši pa stari starši. Koliko bi mi radi, da bi moj šel ali pa moja šla študirati v Slovenijo za en semester ali pa za eno leto? Sem rekel, ja, bomo naredili. No pa imamo. Teda zdaj v Mariboru imamo tam mali projekt, potem v Ljubljani ga bomo podprli čez kako leto, leto in pol. To bo katoliški projekt, da se ne bat. Malo sem provokativ, ne, ker to je pa zelo delikatno, zdaj bom jaz tudi kot župnik delal reklamo za tak projekt, ne, ampak vidim, ko ljudje pridejo, to je na tako veselje, vse sorte ljudi smo povezani na ta način in tudi vidimo, da bo to ena velika možnost. Med poletjem pa še želimo, da bi potem ti študenti tudi prišli na razna izobraževanja v Slovenijo, tako da gre to v obe smeri. Se pa veselimo podpore tudi seveda politične v Republiki Sloveniji. Tukaj smo imeli še en dogodek in takšno kosilo, kjer smo povabili skupaj razne firme, ki delajo v ZDA, ker si tudi želijo znanstvenega sodelovanja, ker tu vidijo bodoči potencialni kader v svojih firmah, potem predstavnike univerze in tako naprej. Tukaj je najbrž bil isti dogodek, ki ga je predstavil kolega iz UTIS-a, kjer vidite za okroglo mizo kar nekaj članov fundacij oziroma te, ki z njo sodelujejo. Potem je bil še tak poseben dogodek o teh patentih, o katerem smo govorili lansko jesen. Gospoda tudi želita naprej še sodelovati v tem smislu, da finančno podpirata določene projekte za izmenjavo. Si pa želimo še naprej in tudi v tem smislu bomo veseli kakšnega sodelovanja, najbrž je to srečanje, priložnost za
ustvarjanje teh vezi. Potem pa še, da bomo, kot sem že omenil, tudi imeli nove razpise za naslednje leto. Bomo zelo veseli, če po vaših oddelkih ali pa po internetnih straneh objavite to. To je bilo že kar uspešno do sedaj, potem je to doseglo veliko število študentov in potem se prijavljajo. Je pa res, da študenti v Sloveniji imamo to izkušnjo, se precej bojijo. Ko vidijo nekaj tako prestižnega, reče, ne vem, če sem jaz za to sposoben, pa eni se sploh ne prijavijo. Eni pa sprašujejo, a lahko jaz to pa to napišem? Ja, seveda lahko. Čeprav je pa res, da nivo mora biti pa velik, ker potem pa je visok, ker izberemo tiste, ki pa se najbolj predstavijo. Seveda tudi nekaj riskiramo, ker potem pa te ljudi, ki potem pridejo k profesorjem delati, tudi nastanemo v slovenske družine, kar je tudi zelo lepo. So te družine vesele, sicer so zelo darežljive v tem smislu, in hkrati tudi potrpežljive. Ker včasih pa dobiš kakšne štipendiste, ki na primer pridno delajo na fakulteti, pa pride domov, je pa čistih. So mi rekli, pater, ni dobro, da imamo take študente, ker sploh nič ne govori, kar naprej za računalnikom. To pa včasih ne moreš vedno narediti prek razpisa, se potrudiš, ampak tudi vidiš, da raziskovalec ni nujno najbolj socialno bitje. To je tako da, če boste imeli tudi glede tega, kakšno, recimo, če boste študentom to priporočali, bo zelo fajn, upam, da bomo šli tudi naprej od zgolj doktorskih kandidatov, tudi morda postdoktorskih ali pa do diplomskih, pa tudi drugače želimo sodelovanja med raziskovalci. Potem pa, če imate čas slučajno in če boste slučajno že takrat v San Franciscu, ta gospod, ki je bil direktor hotela Sofitel v Redwood City, ki je nekje v središču Silicijeve doline, je dobil še boljše delo in sicer postal direktor hotela St. Francis, ki je pa eden največjih v San Franciscu. Tako da bom najbrž tam imeli galo, bo še bolj obvezno imeti tisti metuljček, razen če ste duhovnik, lahko imate kolar, pa če ste sestra, politici so določene izjeme v protokolu. Zelo lepo povabljeni, to bo en lep večer, najbrž krasna glasba, super hrana je ponavadi, potem pa tudi nekaj denarja se zbere za te študente. Hvala lepa za vašo pozornost.